pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Metka Lebar je danes v naši družbi in sicer živi poslanstvo svete geometrije, ima tudi šolo sveto geometrije. Lepo pozdravljena, dobrodošla. In dajmo pogledati, kaj se zgodi, ko se srečata semenčece in jajčece. Dajmo pogledati tole fotografijo in mislim, da boste hitro ugotovili, o čem bomo govorili danes. Poglejmo te vzorce. Kaj nam pravijo, Metka? Sveta geometrija je veda o razmerih, ki jih najdemo povsod, v vsem stvarstvu, božanskih razmerih. Najdemo jih v mikrokozmosu in v makrokozmosu. In ta slika nam kaže ravno na to, da to ni samo neka geometrija, matematična veda, ker smo jo mogoče včasih v šoli radi ali pa ne tako radi počeli, temveč da je to zapis v naših celicah, da je to tudi pojav življenja in nek, kako bi rekla, zaporedje, kako se življenje razvija iz osnovne celice zavesti, božanske zavesti. In celice se dejansko začnejo deliti po načelih svete geometrije. Tako, kakor je ta slika že to pokazala, lahko najdemo vse vzorce svete geometrije v delitvi celice, ali kakor jaz bi kar rekla, množitvi celice. Religija je v svetu naredila veliko škode, a pustimo zdaj religijo, dejansko v vseh kulturah, po vsem svetu, lahko najdemo sveto geometrijo, verjetno najpogosteje ravno rožo življenja. Res je, sveto geometrijo najbolj poznamo po roži življenja, in ravno to podobo najdemo naprimer na Kitajskem, naprimer seme življenja, ki je del rože življenja v Sloveniji, je zelo pogost motiv. Na kozavcih, pa tudi na zibelkah, kar ni slučajno, saj gre za življenje, gre za seme življenja in seme življenja je tudi pravzaprav vzorec stvarjenja in tega najdemo v vseh kulturah. Morda je najbolj znana roža življenja iz Egipta, še posebej iz Abidosa, kjer je po našem vedenju najstarejša ohranjena roža življenja, v templju v Abidosu, ampak najdemo jo pa resnično povsod. Kako deluje, ko gledamo rožo življenja? Zdaj v našem studiu je lahko vidite tukaj, pa tam, pa na vseh naših izdelkih se dejansko pojavi roža življenja in zato smo vam danes tudi pripravili nekaj posebnega, da jo boste lahko vi imeli doma na steni ali steklu, ampak o tem še. Kaj se zgodi, ko gledamo rožo življenja, ko jo imamo v bivalnem okolju oziroma na dosegu naših oči? Ko gledamo, ko opazujemo ali ko bivamo z rožo življenja, se v nas prebudi prastari spomin na popolnost, na tisto božansko popolnost, na izvor, iz katerega izhajamo. Roža življenja, ki je sestavljena iz samih krogov, že krog sam vemo, da pomeni božansko popolnost, celoto zavesti. Ko se to množi, je tega še več in ko se Bog pomnoži in gre v življenje, je to tisto, kar smo prej rekli, najdemo tudi v celicah. Ko mi to opazujemo, se ti procesi v nas ponovno sprožijo. Na celični ravni že? Na celični ravni že. Tako, aktivirajo se izvorni celični procesi, kar pa pomeni, ker je to popolnost, da vse tisto, kar ne ustreza tej popolnosti, se počasi topi. Včasih hitro, včasih počasi, se pravi, da v resnici zdravilno deluje. Wow. In to samo s preprostim gledanjem in bivanjem, recimo z rožo življenja? Samo s preprostim gledanjem in bivanjem se to že lahko zgodi. Še bolj pa, če še nekaj zavrtimo še stilo, pa z namenom, pa še sami narišemo. Tako. Krasno. Evo, mi vam damo absolutno izziv, da vzamete v roke še stilo, če ga imate doma in začnete risati vse te zadeve. Sicer je Metka tista, ki izobražuje na tem področju, torej za risanje, šola risanje svete geometrije, kar je blazno zanimivo in moram reči, da bom z veseljem tvoja učenka, ker se nisem posebej poglabljala v risanje, ampak kar me danes zelo veseli, je to, da imate tudi vi možnost in priložnost, da sveto geometrijo povabite v svoj dom. Moj oče je grafik in sicer upokojil se je pred kratkim, po več kot 40 letih, brez enega samega dneva bolniške in skupaj sva za vas ustvarila sveto geometrijo in sicer rožo življenja za na steno in pa rožo življenja za na steklo.
Za nas steklo je 20 cm, je torej široka kot tukaj, narejena je kot vitraž. Date torej na katerokoli okno, tako je čudovito, ko posije sonce čez, ker da še večjo energijo dejansko. In stenska geometrija je pa malce večja, je pa torej 40 cm in je primerna za na steno, vrata, na garderobno omaro, kamorkoli v spalnico, kamorkoli lahko date. Imate dve možnosti, ena je črno-bela, ena pa je torej barvna oziroma takale mavrična. Te so dejansko za na steno. Imate pa torej možnost tudi za na steklo, za na okno in potem, ko sonce noter posije, wow, mislim, zelo čudovito zgleda. In tele stenske, tukaj zdaj lahko vidite za na steklo. Telefonska številka je tudi zapisana spodaj, če si bi jo morda tudi sami želeli. Izbirate lahko torej med pobarvano in pa tale, ki ima torej samo obris. To morate povedati našim svetovalkam, če boste seveda si te stvari zaželeli. Sicer pa tudi mi v studiu imamo polno rož življenja. No, tole mogoče se mi zdi zelo zanimivo. In sicer govori o tem, da je vzorec življenja, po katerem je ustvarjeno, stvarjenje in prepleta vse ustvarjeno. Torej, vse se začne s tem, tudi kozmos sam. Tudi kozmos sam. In če pogledamo v kozmos teleskopom in če pogledamo v celico, bomo našli galaksije. Bomo našli enake oblike. Se pravi, stvarstvo se nekako samopodobno množi naprej. To je ta božanski princip, da se Bog se vedno širi, zavest se vedno širi, ljubezni je vedno več. In iz preprostih osnovnih oblik nastaja vedno večja raznovrstnost. In kakor nastaja kozmos, tako nastanemo tudi mi. Tako da včasih, če se poglobimo vase, ali tudi, če naprimer imamo in živimo z rožo življenja, se v nas bo začel prebujati ta spomin, da se v vsakem trenutku življenja v nas prebuja, da je vsak trenutek v resnici trenutek stvarjenja. No, v Abidusu, kjer je najstarejša ohranjena roža življenja, si bila poklicana tudi sama. Res je. To je bil prav čarobni dogodek. Kot vemo, ni slučajev, govorimo o naključjih. Bil je resnično klic in bila je podpora, tako da sem takrat, ko se nekako skoraj ni dalo priti do Abidusa, ker je bilo še vse zastraženo, imela možnost 3 tedne bivati v tem templju. Meditirati in biti z rožo življenja, to najstarejšo, kot rečeno, te 3 tedne. To je bilo res nekaj izjemnega. Ampak razmišljam, recimo v mojem domu in na naših izdelkih je velikokrat upodobljena roža življenja, tudi hvaležnica. Ne vem, če poznam osebo, ki ji ne bi bila všeč roža življenja. Jaz mislim, da ne more biti drugače. Zato, ker to je pravzaprav naše osnovno bistvo. To je naša esenca. Vse tisto, kar je potem unikatno, se okrog tega razvija. Medtem ko roža sama je pa osnova. Je tisti božanski načrt v osnovi. Ampak nekdo bi recimo rekel, čakajte, kva se zdaj norca delate z mene? Zdaj bi mi radi povedali, da teh nekih krogov, če jih gledam, bo zdaj to zdravilno delovalo name. A se vi hecate ali kva si boste še zdaj izmislili? Ampak to obstaja že tisočletja. Že tisočletja in je že, lahko bi temu rekli, dokazano, ne seveda zdaj z nekimi znanstvenimi metodami, čeprav ni čisto res, tudi to so že raziskovali in naprimer ugotovili, da če je to na kozarcu z vodo ali kakor imava tukaj to čudovito karaflo, da se spremeni struktura vode. Se pravi, to ni kar tako, da si je nekdo zmislil, pa je bilo nekomu nekaj, pač samo enemu človeku nekaj lepo in zdaj to širi naprej, ampak so milijoni ljudi že to izkusili na svoji koži ali pa tudi določene stvari so bile dokazane. Se pravi, ko sveto geometrijo, recimo v spalnici, dnevni sobi, kjerkoli že, spremeni vzdušje v prostoru. Ja, čisti prostor in vnaša izvorno polje ljubezni in zdravega, dobrega počutja.
Se pravi, televizijo dol, pa rože življenje gor. Ja, ali pa vsaj na računalnik screensaver ali pa kakorkoli. Na vsak način jaz bi rekla, ja, televizijo dol, razen klepeta ob kavi, seveda. Ampak tu pa tako govorimo o roži življenja. Tako da ja, roža življenja v prostoru je en čudovit dar. A je mogoče kakšen prostor, kjer pa ne bi bilo primerno, da postavimo? Ne vem za takšen prostor, kjer bi bilo neprimerno, da postavimo. Ljubezen je povsod dobrodošla. Ljubezen je povsod dobrodošla. Vzorec stvarjenja. O čem govorim? Omenili sva seme življenja, ki je pri nas v Sloveniji tudi naprimer na zibelkah bil tradicionalno. Se pravi, okrog enega kroga 6 krogov. Jaz sem prepričana, da so gledalci to v osnovni šoli risali. Jaz se sama spomnim, da sem vedno risala te rožice, smo rekli, ne rožice. Ampak so bile več kot rožice. In jaz se spomnim že takrat, da je bil to nek trenutek meditacije. Ampak simbolično, kajti geometrija ima dejansko in simbolično delovanje. Lahko jo gledaš, lahko jo gledaš in lahko jo vidiš. Lahko jo začutiš, lahko jo živiš. In simbolika semena življenja je 6 dni stvarjenja. In 7. dan je Bog počival, tako velja v svetih spisih. Čeprav jaz bi rekla, glede na geometrijo, je najprej počival, potem je pa iz tega miru ustvaril v 6 dneh svet. In ker je to proces, ki ves čas traja, je potem spet počival in spet v vsakem trenutku se namreč svet spreminja. Se kreacija ni končana, In zato tudi mi, ko to ali opazujemo, ali rišemo, se v nas sproži ta isti proces in počasi se lahko začnemo spominjati, da imamo v vsakem trenutku možnost in priložnost, da na novo ustvarimo svoj svet. Nov krog. In novo rožo življenja. In tako nastane novo življenje tudi. Mene je roža življenja že kar nekaj časa nazaj poklicala in dejansko vsa sveta geometrija, pa še zdaj imam občutek, da nimam pojma o njej. Je en tistih občutkov, več veš, bolj vidiš, da nič ne veš. Taka globina vsega tega je, da je res wow, ampak najbolj je vse skupaj enostavno doživeti. Če ste začutili klic, da tudi sami povabite rožo življenja v svoj dom, imate danes 2 možnosti, pravzaprav 3 možnosti. Lahko se odločite za tole rožo življenja, torej 40 cm za na steno, lahko jo date na omaro, lahko date na vrata, kamorkoli začutite tale trenutek in tale trenutek pomislite, kam bi jo dali, tista ta prva misel, ker tismu je treba potem takem slediti. Izberete lahko mavrično ali pa črno-belo. In cena za leto je torej 20 €, 40 cm je široka, ta je za na steno, lahko pa izberete za steklo, to je pa drug material, ki da učinek vitraža, ena je polnobarvana, ena je pa z obrisi. In še vedno, če boste to dali na šipe, na okna, še vedno boste lahko normalno pucali šipe in brisali in vse ostalo, ker je ta material trpežen in namenjen dejansko temu, in ko posije sonce, dejansko na prostor, napolni s to barvo in čudovito doživljanje vsega tega. In tudi tukaj imate torej 2 možnosti. Imate pa še tretjo možnost, tale za na steklo je 14 €, imate pa še tretjo možnost in sicer tretja možnost je, pa da bi zdaj ste se pa navdušili, pa zdaj bi imeli pa za na steno, pa bi imeli pa na okno pa tudi. Tukaj vam damo pa dejansko popust v višini 4 €, tako da ni 34, ampak je potem 30 €, če bi imeli za na steno in pa za na steklo. Za na steklo je 20 cm, evo tale, za na steno ali pa na omaro ali pa kakorkoli je pa večje, ta je pa 40 cm. Skupaj torej te 2 sta pa potem 30 €, če se odločite za obe 2. Če vas enostavno pokličejo, nihče vas nič ne sili, če čutite, da je to klic, potem je to to, če ne, pa ne, ko je učenec pripravljen, pride učitelj v kakršnikoli obliki, zato se nič ne priganja z nobenimi temi stvarmi. Lahko pa torej imate možnost ali obe skupaj ali vsako posamezno. Veste, informacije vse najdete pri naših svetovalkah, na 3x2, ne na 3x2, na 02 6200 230, torej še 6200 230.
Tudi če so tale trenutek linije zasedene, takoj vas pokličejo nazaj, kajti vaša telefonska številka se zabeleži. Tako da, če ste začutili 02 6200 230, torej tista telefonska številka. Kako iz semena življenja vzklije potem novo življenje, se pravi, vse to se nadaljuje in je dejansko povezano. Omenili smo že, da lahko to gledaš, lahko pa tudi vidiš, kaj pomeni doživljanje vsega tega. Zavestno. Zavestno doživljanje, zato gre ravno pri sveti geometriji. Sveta geometrija je, kakor si že prej omenila, neizčrpno polje raziskovanja. Bolj, ko se poglabljaš, več odkriješ in je pa tudi tako, da ne gre za neko mentalno znanje, ampak gre za globoko vedenje, kjer je intuicija tista, ki nas vodi. In zdaj iz semena življenja, zdaj čisto geometrijsko, ko gremo po obodu semena življenja, rišemo in odpiramo cvet, dokler ne pridemo do rože življenja, ki predstavlja zadostno število krogov, ki geometrijsko omogočijo vse ostale oblike v kozmosu. Prav vse. In to se zdi zelo, zelo neverjetno. Sej so spet, bomo rekli, samo eni krogi, ampak takrat pridemo do tako imenovane oblike sada življenja, sadu življenja in na tej obliki, v tej obliki odkrijemo tako imenovano Metatronovo kocko, ki pa odkriva Platonova telesa, ki so kot njegovi ideali popolna, s popolnoma enakimi ploskvami in simbolično pomenijo vse gradnike stvarstva. In od tam gremo spet naprej. Tako se razvija potem življenje iz enega osnovnega kroga preko vzorca stvarjenja, preko rože stvarjenja, v sad življenja in se širi potem še naprej. Govorimo tudi o tako imenovani izvorni mreži, iz katere vse izhaja in v katero se vse steka. Izvorna mreža je pa pravzaprav neskončno polje samih krogov, geometrijsko. Ja. Kar pa pomeni to, kar sem prej rekla, zavest se venomer širi in vsak krog lahko rečemo, če govorimo o zavestnem doživljanju geometrije, če bi mi res zavestno vsak trenutek doživeli, potem smo mi ta krog, ki ima svoje središče, ki je izvor, ki je svoje božansko središče in če mi brez, da bi se nekako varovali, kakor nas ego rad varuje, če bi res objeli vse to, kar v našem življenju je, bi bili mi krog oziroma krogla, se v resnici gre za krogle, gre za sferično zavest. Sferično. Tako. Ker ljudje, recimo, zdaj verjetno so si že nagruntali, aha, to bom dal pa v spalnico, ali pa to bom dal pa na hodnik, ali pa to bom dal pa na vrata, ali pa kakorkoli, ali pa na šipo, ali pa kakorkoli. Je fajn, da si dajo na eno območje, da bojo to cel cajt gledali, in da potem, ko to gledajo, da se učijo narediti to pot, da gledajo ne iz glave, ampak da probajo gledati iz srca. Ja, to je bistvo. Sveto geometrijo seveda, mislim, mi lahko rišemo geometrijo popolnoma mentalno, ampak to, kar mi damo, od koder mi izhajamo, to se bo množilo. Se pravi, ljubezen je tista in ljubezen je materija prima. Ljubezen je tisto polje vseh krogov, bi rekla, ko si objel vse stvarstvo, ki ga objemaš, objem za objemom, in ozaveščaš, da si pravzaprav na neki ravni vse to ti. To je tista materija prima, kjer pa potem, ko povezujemo srečišča, tam, kjer se krogi med sabo, mi rečemo, sekajo. Jaz bi rekla, srečujejo se. Ko to povežemo med sabo in steče energija, ker kadarkoli mi rišemo ali opazujemo, energija noter kroži, ko se to poveže, recimo, zdaj bodi si, da je na sliki povezano ali ne, to je že noter, to je enostavno del tega. Metka, deva se midve nekaj dogovoriti. Še večkrat bova govorili o sveti geometriji. Upam, da nam boš tudi zaupala kakšno tehniko risanja, oziroma na kakšen način, glede na to, da imaš šolo svete geometrije. Zaenkrat pa torej najlepša hvala. Takole, spoštovani gledalci in gledalke, upam, da ste uživali v temu znanju in predvsem, da boste uživali, ko boste tudi sami in v svoj dom povabili sveto geometrijo in rožo življenja. Da je pravijo mu zastonj, da je to sveti jezik, da je to jezik luči in jezik stvarstva. Če boste torej poklicali, če ste začutili, če boste poklicali telefonsko številko, torej navadno 02 6200 230, vam bojo povedali, kaj bi imeli, a za na steno ali za na šipo. Potem pa kero, v glavnem one vse vejo, vi pa
Poskusite ne z glavo, ampak s srcem pogledati in stvar dejansko doživeti. Kot nam je povedala Metka, lahko vidiš ali pa samo gledati.